October Revolution between 1920 and 1945. Komunistična stranka bila na Slovenskem ustanovljena v leti po revolucionarnih dogodkih leta 1917 v Rusiji in te časovne razvali so tudi ustrezni njeni prvi odzivnani. Stališče slovenskih komunistov do oktobrske revolucije se je posebno določeno izoblikovalo na drugem kongresu jugoslovanskih komunistov junija 1920 v Vukovarju, ko je bila ustanovljena komunistična stranka Jugoslavije, katere sestavni del je postala tudi komunistična organizacija na Slovenskem in na katerem je bil sprejet program, ki je temeljil na programu Ruske bolševiške stranke oziroma Kominternja. Vukovarski program je bil jugoslovanski in s tem slovenskih komunistom dobilo nadaljnjih 28 let in je razumljivo določal tudi 8. oktobra. V omenjenem programu je rečeno, da si imperialistični ruši, da je nastopila doba svetovne proletarske revolucije, ki je pogojena z razvojem gospodarske krize kapitalizma ter razrednim ozaveščenjem proletariata in da je proletariat poklican, da namesto kapitalistične vzpostavi komunistično ureditev. On je poklican, da uniči obraz kapitala, da omogoči vojne, zbriše meje med državami in preobrazi svet v veliko skupnost, uresniči bratsko solidarnost in osvoboditev naroda. Izkušnje vseh meščanskih revolucij, kakor naukljivske revolucije, naj bi potrjevale, da je mogoče udejanjiti novo družbeno ureditev samo v socialni vojni zatiranih množic proti vladajočemu razredu in da socializma ni mogoče uresničiti na temelju meščanske demokracije in parlamentarnih institucij, temveč samo s pomočjo delavskih sovjetov, ki združujejo fizične delavce, izobražence, mest in vasi. Meščanska demokracija je nič drugega kot tehnika meščanska diktatura, oblast sovjetov je tista nova oblika državne oblasti, ki proletariatu omogoča, da zavaruje svoje pravice in svobode ter proletarsko demokracijo. Vodilna vloga pripada proletariatu zato, ker je najbolj organiziran in politično usposobljen, sovjetska oblast omogoča po proletariatu in vaški revščini, da izboljša svoj položaj. Rečeno pa je še, da boste jugoslovansko delovstvo in komunistična stranka, ki je seveda po definiciji avantgardna delovskega razreda, za končne osvojitev politične oblasti izkoriščala politične pravice v meščanski državi in podarjala zahteve za pravno in politično enakost. In cilji, za katere se bo borila, je na prvo mesto zapisala ustanovitev Sovjetske republike, kajti izkušnja ruske revolucije uči, da se prehod od kapitalizma k socializmu izvrši na temelju diktature proletariata v obliki sovjetske oblasti in samo Sovjetska republika uresničuje vladavino delovnega ljudstva, ona mu daje zakonodajno, izvršno in sodno oblast v delovnemu ljudstvu, ki je organizirano v delovskih, kmečkih in vojaških svetih. Vsaka miselna izvajanja socializma na temelju kompromisov za buržoazijo v okviru buržoazne demokracije je prihvatila in komunistična stranka je načelno nasprotnik parlamentarizma. Odnos komunistične stranke je do oktobrske revolucije prihajalo izrazano več poslov. Na eni strani se je gibalo v notranjem strankarskem obsegu, na drugi pa v širšem javnem prostoru. Slednji je bil vse prej enoznačen, saj je bil v veliki meri pogojen z izrednimi razmerami, v katerih je v času Kraljevske Jugoslavije stranka delovala, torej z njenom izločitvijo iz javnega življenja, malo po njeni ustanovitve, dalje za specifičnimi razmerami v času okupacije in drugo svetovno vojno, vse skozi pa za usmeritev Kominterna sovjetskega državnega vodstva. Percepcijo oktobrske revolucije je med drugim mogoče razbirati ob obeleževanju njenih obletnic, pa tudi obletnic Leninove smrti, ustanovitve Rdeče armade in podobno. Kljub bolj ali manj očitnemu prikrivanja revolucionarnih ciljev niso zalučevali oktobrske revolucije, saj so se redno spomnili samega dogodka in ukrepov, ki jih je takrat
sprejela sovjetska oblast in so vodili v izgradnjo socialistične družbe kot temelje odbitve oktobra. Pri tem je stranka večkrat vladala faktično, ko je na primer časopisi objavljala govore sovjetskih voditeljev in članke o proslavljanju praznikov Sovjetski zvezi tako, da je bila s posrednim govorom ustvarjena nekakšna distanca od revolucije, torej brez neposrednega prepovedanja revolucionarne akcije v domačih tleh, čeprav je seveda že sama objava takih zapisov dejansko govorila o identifikaciji z izračinom oktobrske revolucije oziroma na njej utemeljenem družbenem sistemu. Tudi na drugi strani so večkrat izločno podarjali, da je Sovjetska zveza prava domovina celotnega mednarodnega teritoriala, torej tudi jugoslovanskega. Dežela oktobra je bila v njihovem pogledu vzor, kažipor in navdih komunističnih strank delovnih in celotnemu človeštvu kapitalističnih deželjah. Ob tem so izražali vero v svetovno revolucijo in komunistične stranke so bile zavezane braniti Sovjetsko zvezo kot trdnjavo svetovne proletarske revolucije v primeru njene imperialistične ogroženosti. Vseskozi je do izraza prihajala drama politike in usmeritev boljševiške partije, sovjetske države in kominterne. Prvi so se slovenski komunisti za obletnico revolucije srečali leta 20. Članku v Rdečem praporu so zapisali, kako je na hitro, skoraj prežrtvo, močna roka združenega delavca in revnega kmeta potegnila pomen vladnilo vlado kapitalistov in veleposestnikov ter njihovih socialno-demokraških podjetnikov. In da je ogromno delo sovjetske revolucije kot jarko sonce zasijalo po celi Evropi in prebudilo speče množice na celem svetu. Kljub težkim bojem za notranjim zunanjim sovražnikom, ki so sledili prevzemom oblasti, je sovjetska revolucija uspela preživeti najtežjo politično gospodarsko krizo, evropski proletariat, ki je tedaj izražal simpatije do Sovjetske republike, pa pričel v vseh državah odločili razredni boj. Vidno jasno je širokim masam, da so dali vsi materialni predpogoji za proletarsko revolucijo in še, da je proletariat celega sveta za občudovanjem gleda na veliko ideje ruskega proletariata udejanjeno v treh letih gore oblasti, od tod črpa nauke in moči za poslednjih učenih boj. Jugoslovanski komunisti pa bodo najlepše proslavili to obletnico, če v dejanju izgubljujejo uspešno boj proti domači bourgeoisiji, to je pri volitvah kot konstituantov, boj, ki bo sposobil in pripravil za slednji učenih boj proti kapitalizmu za vzpostavitev Sovjetske republike Jugoslavije. Kasneje je delovskih kmetskih zapisal, da je bila oktobrska revolucija v začetku konca velike vojne in oktobrska revolucija je postala svojimi gesli mir, delovska kontrola, zemlja, izhodišče za raztvoritev revolucionarnega, političnega in strokovnega gibanja vsega sveta. Revolucija je zgodovinski menik v delovskem gibanju, saj je pritisnjena, prisiljena delovsko gibanje, da zavzame stališče za ali proti revoluciji, za ali proti nadvladi proletariata in od leta 1917 dalje se bolje struje v delovskem gibanju tudi v znamenju boja za ali proti sovjetski Rusiji. Torej, pomisliti oktobrsko revolucijo njene rezultate za rusko državo. Za napredovanje Sovjetske unije se kristalizira z vidno večjo jasnostjo in prvnostno resnično revolucionarno delovsko gibanje, ki je spojeno ideološko in politično z vodilnim ruskim proletariatom. Oktobrska revolucija je postavila mednarodno delovsko gibanje praktični obliki pred ono vprašanje, ki so se mu skozi dolga desetletja postavljali le teoretično, saj je približala množicam vprašanje oblasti. To vprašanje pa ni teorija,
Temelj življenja polna praksa in abstraktno premotrivanje socializma, temveč poskus realnega, praktičnega približevanja socializmu. To ni grožnja buržoaziji, ampak stanavljanje buržoazije. To ni samo ustvarjanje vlastne države, ampak resnična zgraditev vlastne države, jasen dokaz za to, da je postalo delavstvo raznih zase. Delavsko gibanje ima v Rusiji tudi svojega teritorijalno okolje in podlago. Ta okolja ni majhna, saj obsega eno šestina cele zemljske površine. Zmaga ruskega proletariata je za proletariat celega sveta največji dogodek v svetovni zgodovini. Ruski proletariat je premogel vse težave, odstranil vse ovire in Rusija je postala velika in močna država, ki samozavestno stopa na internacionalno areno. To je prvi slučaj v svetovni zgodovini, da sta delavec in revni kmet za ogroženo postajo uničili oblast kapitalizma in spostavili diktaturo proletariata, ter je tudi obdržala na svojih rokah. Sovjetska Rusija zaznamuje velikanske uspehe na polju zdravljenja gospodarskega življenja v industriji in kmetijstvu na socialističnih temeljih, kar vpliva na izboljšanje ekonomskega, socialnega in kulturnega položaja delavcev. Poleg tega je rešila eno najvažnejših vprašanj, to je nacionalno vprašanje in komunikacija vse narodov, da so izgubili pod carskega sovjetska ravni, da se osamosvodijo v lastno republiko, da je republika tudi združila v zvezo socialističnih republik. Zato vidijo zasluženi narod svojo zaščitnico in zavestnico v borbi proti svojemu izkoriščevalcu, kapitalističnemu imperializmu, kapitalistične države, pa svojega smrtnega sovražnika. Obletnicah Lenina smrti so razčlenjevali njegovo vlogo. Drugi obletnici so na primer objavili razpravo, ki je pojasnjevala osnovna načela leninizma, uničenja razredne družbe, zaradi ruska proletarska revolucija je jasno pokazala, da je za zmago potrebno revolucionarne stranke in tako dalje. Tik pred album Nekoslavke je ljudska pravica v obletnici Leninove smrti objavila pravceti geografski zapis o Leninovem pomenu, vlogi in značilnosti. Lenin je okarakteriziran kot največji um naše dobe, najbolj vročim srcem naših srčnih dni in človek, ki zna človeško bistrovitnost in razumel svoj čas in svoje življenje, nadjevo posvetil boju za osvoboditev Leninovega človeka, človek, ki je ozoril maštvo in odločnost in človek veliko dejanj misli in tako naprej in seveda tudi človek, ki je ustanovil prvo pravo jedrsko stranko, boljševiško stranko in po načelih te stranke tudi stranko svetovnega proletariata, komunističnih internacionalov, ki vodi prvo znakovito proletarsko revolucijo in ustanovitev delavskih kmečkih držav. Med podjetniškimi zapisi srečamo tudi primerjavo oktobrske revolucije s francosko, kjer je zapisana ugotovitev, da pomeni ruska revolucija neprimerno večji prelom v zgodovini človeštva, da se revolucija francoska revolucija leta 1889, kajti ona pomeni prelom od kapitalističnega socialističnega družbenega reda. Medtem, ker francoska revolucija zrušila plemstvo cerkvenih revolucij in po 5 letih imela za rezultat vladavino bourgeoisnega reda, pa velika ruska revolucija, že vrsto let, v borbi z vsem kapitalističnim svetom, gradi nov družbeni red, socializem, v katerem ni mesta za delavce. Proletariat Rusije v zvezi s kmečkim ljudstvom je bil sposoben, da je premagal gospodarsko razsulo, ki je povzročilo vojno, državljanska vojna in blokada, obnovil gospodarstvo in dosegal zanimive rezultate. Rezultati vladavine delavcev in kmetov v Rusiji so najhujša obtožba kapitalističnega izhodiščenja in imperialističnega
pa tudi ljubljena od sepiranih delovnih in Pomen oktobrske revolucije so utemeljevali na aktualiziranih osnovah in so zlasti obletnice bile priložnost za predstavitev dosežkov sovjetske družbe na gospodarskem, socialnem, kulturnem, znanstvenem in drugih področjih. Ob tem so dokazovali nenehen napredek sovjetske družbe, ki da v nasprotju z kapitalističnimi državami ne pozna kriz in edino socialističnemu sistemu prežakovali odločnost. Taki pogledi so bili izraziti v razdoblju neposredno po končanju Prve svetovne vojne in v času svetovne gospodarske krize v začetku 30. let, ko so podarili velike uspehe socialistične izgradnje, kjer izginjajo zadnje sledi kapitalističnega razreda, medtem ko je huda gospodarska kriza zajela celotni kapitalistični svet in preživlja še vedno. Omenjenim podakom si zlasti na drugo svetovno vojno pridružil pomen bojnega učinka Rdeče armade v protifašističnem nastopu, poudarjene vojne udarnosti in prvenstva v vojaškem nastopu proti silam osi je v kontekstu okupirane Evrope in osvobodilnih gibanj težišče pomena revolucije precej samodejno preneslo na vojaško oziroma osvobodilno področje in slovenskih komunistov omogočilo ideološko politično vprašanje in morebitnih bolševiški osnovi potisniti v ozadje, čeprav je dvojna sporočilna dolž čas obstajala. Naprej se izpostavljajo tako socialistični družbeni red, kot moč Rdeča armada, pa sta nasledek oziroma rezultat oktobra, čeprav ni nujno, da se to izrecno poudarja. Po prvi obletnici oktobrske revolucije, ki so jo slovenski komunisti udeležili v okupacijo, skrajno leta 1941, je CKKPS podaril, da tega dni praznuje delovno ljudstvo svega sveta svoj največji praznik in da je pred 24 leti delovno ljudstvo Sovjetske zveze postavilo temelje prvi državi svobode in resnične demokracije. Pod modernim stavljenim vodstvom so zgradili težko industrijo, uničili peto kolono, organizirali slavno Rdečo armado in po napadu Nemčije v Sovjetsko zvezo vlogi nemško udarno silo, dokler do lahko popolnoma uničili. Torej napoved njen poraz. Praznik oktobrske revolucije, ki ga praznujejo narodi Sovjetske zveze, ki se hkrati odloča tudi usoda slovenskega naroda, najbolj imperativ, da se bojo v Sovjetski zvezi in vsega svobodoljubnega sveta za zlom fašizma pridružila slovenski narod. Ob 7. novembru, ki ga je CKKPS opredelil kot veliki simbol osvobodilne borbe, torej spomeni vsebinski oziroma simbolni pomen oktobra, KPS poziva delavce, kmete in delovno ljudstvo Slovenije, da zanehajo požar vsenarodnega upora in s tem prav Sovjetsko zvezo. Dolžnost vojaških patriotov Sovjetske zveze je nato vršča svojim ličnim odstrednjem. V vprašanjih izvedne revolucije v vlogu politične stranke in delavskega razreda po strategiji in taktiki so se komunisti in seznanjali na podlagi študija različnih akcij Leninov in Stalinov, ki so konec 30. let so postavili pogrešljivi Stalinova vprašanje leninizma, kratka zgodovina Svezne komunistične partije bolševikov. Oktobrska revolucija pa je v notranjem partijskem življenju bila spodbuda za teoretične in akcijske razprave o tem, kdaj in na kakšen način revolucija v Sloveniji in Jugoslaviji izvedela. Pomembno je, in tu ne dobimo vojno na omejitev šobrne partijskih kadrov v Sovjetski zvezi ali pa kaznjenica, predvsem Sremski Mitrovici, med drugo svetovno vojno, pa zlasti partijski šoli pod centralnim komitejem KPS. Poslednji je na primer PDTV, spodali 44 razlagov, da podjetni procesi v Jugoslaviji potekajo v okviru buržoazno-demokratične revolucije, da pa partija zavzema položaje, ki bodo omogočili politični prihod v proletarsko revolucijo, pri čemer ni nujni revolucionarni prihod, temveč je za izredno cilj proletarske revolucije mogoče tudi reformistični
17, ko je tudi Lenin dopuščal možnost komunističnega preraščanja v proletarsko revolucijo. V obravnavanem četrtstoletnem obdobju je komunistična stranka Slovenije ves čas neomajno vzdrževala področko pogojeno in organizirano podobo oktobrske revolucije, ki je smatrala za prelom v človeški zgodovini, ki je odrešil na eni šestini zemeljske površine človeštvo ter podarjeno izpostavljeno vlogo Lenina in Stalina, kar je vodilo do posebnosti. Očitni so fascinacija nad velikostjo sovjetske